pozdravljeni in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drl, jaz sem karmična diagnostičarka in učiteljica akaških zapisov. Danes bom govorila o predniški karmi, o karmi naših genetskih prednikov. Namreč vstopili smo v eno izjemno močno obdobje, ki bo privrelo na dan vso karmo naših prednikov, naših genetskih prednikov. Ko rečem besedo genetika, ne mislim samo na fizično genetiko, kar je logično, da smo podedovali svoj videz, ampak podedujemo tudi tendence, temu rečemo nagnjenja. Se pravi, določene stvari prevzamemo zavestno ali podzavestno, določene miselne vzorce, način delovanja, ki so lahko tudi dobri ali pa ne. Se pravi, nam pomagajo v določenem okolju, da v določeni situaciji bolje živimo, v nekem drugem obdobju nam pa lahko celo škodijo. Ena izmed takih je recimo zaprisega maščevanju, milo za drago, zob za zob. To so se določeni predniki lahko zaprisegli in to se prenaša iz očeta na sina, iz sina naprej na sina. Ponavadi lažje gre po moški liniji kot po ženski grejo pa bolj ženske stvari. Ni pa nujno, ni pa vedno tako, ampak običajno največkrat se to zgodi. Se pravi, danes bom govorila o genetski karmi in o obdobju, v katerem živimo. Naravne katastrofe, terorizem, nevarnost vojne in o vsem tem. Govorila bom tudi o tem, zakaj si izberemo take starše kot si. In če je možno na prvi pogled opaziti karmični vzorec, kaj lahko spremenimo z našimi miselnimi vzorci na mentalnem nivoju in če se to potem manifestira tudi v fizični realnosti. Kakšnega partnerja privlačimo, ne? Kaj predstavljajo zaobljube prednikov, kaj predstavlja vloga žrtve, recimo, ki jo je hčerka prevzela po mami, ali pa moški mora imeti prvo in zadnjo besedo, recimo, če je to sin prevzel po očetu. In kako se razrešimo predniške karme, če je ta kot negativna ali pa nam škodi, nam in okolju, v katerem živimo. Ostanite z mano vse do konca, ker vam bom predstavila popolnoma brezplačno storitev za vse moje kupce leta 2023, za vse moje kliente, za vse moje stranke. In ta storitev bo brezplačna karmična analiza. Se pravi, vaša osebna brezplačna karmična analiza, ki jo naredim v nekaj stavkih, ampak zelo bistvene stvari zadnjem, ali pa vam jo kar po telefonu razložim. Ostanite z mano vse do konca. Lajkite ta video, če vas ta tematika zanima, kliknite tisti zvonček, sledi mi na YouTubu, da ne boš zamudil naslednjega videa, ko bom govorila o karmični prognozi Slovenije za novo leto. Ko govorim o genetski karmi in zaobljubi prednikov, ne poudarim, da je genetska karma ena izmed težjih oblik blokad in omejitev, se pravi, ki se lahko pojavi kot neka zaobljuba naših prednikov. Genetska karma je zelo pogost pojav in ni nujno, da prinaša kakršnekoli fizične simptome, da bi pač to bilo opaziti že na videz, na prvi vtis. Da bi s določenimi omejitvami posegli v genetsko karmo, razen da težko manifestiramo, kar hočemo. Se pravi, če si med ljudmi, ki si nekaj zaželiš, nekaj hočeš in nečesa ne moreš dobiti, ali pa to dobiš in potem ti ni več vredno, potem je zelo možno, da je na delu genetska karma. Genetska karma prispeva k frekvencam energije telesa in povzroči to, da pritegnemo izkušnje z enako vibracijsko ravnjo. Kaj to pomeni po domače, kako bi to po domače razložila? Recimo, da je mama razočarana nad vsemi moškimi, ker pač so jo zapustili iz takega ali drugačnega razloga in goji neka negativna čustva do moških, moški so taki in tako naprej. In to sliši
hčerka in to prevzame podzavestno, ker to deluje že kot sublimirano sporočilo. Tisti, ki ste bili pri meni na hipnotični regresiji, dobro veste, o čem govorim. Tistih vaših negativnih sublimiranih sporočil vas jaz razrešim, da vam na način, da vam predstavim, kaj je dobrega v vas, da s tistimi vašimi pozitivnimi lastnostmi greste naprej v življenje in da tiste negativne sublimirane miselne vzorce se poskusite zavedati in jih odstraniti, ker vam samo škodijo. Se pravi, človek ne manifestira. Deklica, ko odraste, išče partnerja in najde nekoga, ki je všeč, ampak ona ves čas goji idejo, moški so taki, sem prišel, bo hotel seks in me zapustil. In ker to misel goji, se ji to celo lahko zgodi, ker ga ona ves čas na en nezaveden način drži na distanci. In potem ta sigurno pogrunta, to ni nič, ta se mi ne odpre, mi ne pusti blizu in ravno to se zgodi. Žal, je razlog genetska karma, oziroma bi se reklo, je na delu se je to preneslo iz starša, v tem primeru iz matere, na hčerko. Zakaj si je pa ta hčerka zbrala tako mamo, recimo, kaj daje občutek, da so vsi moški slabi, da skupno življenje, da je ženska vedno nekje tista manj vredna ali pa tako naprej. Vi morate vedeti, da si vsak človek, vsak izmed nas, brez izjeme, izbere takega starša, takega roditelja ali pa take roditelje, take starše, kot je vibracijsko skladen v tistem trenutku. In naše vibracije, se pravi, agresivni ljudje izberejo agresivne starše. Agresija je že v karmični genetiki. Seveda otrok se je rodil prvi dan, nima logika, da ni agresiven. Pa pravijo, okolje ga je naredilo agresivnega. Jaz se s tem ne strinjam. Ali pa starši so krivi, da je on kriminalc, klošar. Če so pa starši krivi, zakaj si je pa ta duša zbrala take starše? Se pravi, rodimo se staršem in v okolje, s katerimi smo vibracijsko skladni. Lahko se določena duša rodi tudi v okolje, s katero ni vibracijsko skladna, ampak je tja prišla rešiti eno situacijo. Seveda, Kristus je prišel v času na zemljo, se je inkarniral, rodil, ko je bil svet poln negativizma, ljudje niso imeli sočutja, pribijali so jih na križ. To je bilo takrat čist klasika. Človek je bil človeku nevaren in tako naprej. Še nosečo žensko niso pustili v hišo, rodila je v hlevu, kar je simbolika. Ampak hočem povedati, da so primeri, ko se pozitivna duša rodi v negativno okolje z namenom, da tam prižge luč. In luči prižigamo tudi v spomin na naše prednike. Dokler prižigamo luč v njihov spomin, takrat bi se reklo, smo energijsko povezani skupaj in takrat, ko komuniciramo na en način v molitvi, v prošnji, v zahvali, takrat vzpostavimo povezavo in takrat lahko nam tudi prišepnejo kakšno tako idejo, ki nas reši nečesa, ko smo padli v nekaj, kar ne vidimo izhoda. Recimo, da ne veš, a bi zapustil slabo službo, pa riskiral, da boš brezposeln, pa ti prišepnejo, da ravno kupaš nek časopis z oglasi in najdeš eno idejo. Recimo, na tak način te vodijo predniki in to je zelo pomembno. Ampak še zmeraj smo tlele, da smo se rodili v določenim staršem, s katerim smo bili energijsko skladni. Zato je genetska karma prisotna zaradi odločitev, ki smo jih sprejeli v preteklih življenjih.
taki, kot smo bili v preteklih življenjih, tako vibracijo imamo. In posledično s takimi ljudmi, ko smo bili navezani, naveza je vedno tam, kjer je čustvo. Čustvo je pa ljubezen in sovraštvo. To dvoje sta najmočnejše čustva. Se pravi, ni samo ljubezen nas povezujejo nas tudi neprijetna čustva. Posledično, se pravi, smo mi odgovorni za genetsko karmo. Se pravi, nikogar ne morem kriviti. Ne, če sem se rodil revnim staršem ali pa nasilnim staršem ali pa takim. Vedno je nekje na nivoju naše duše tista naša primarna odločitev, se pravi odločitev iz prejšnjih inkarnacij. Torej, takšni karmični vzorci so prisotni kot prvi v nas. Genetska karma naših staršev je vibracijsko skladna s tem, kar smo bili na nivoju duše ob naši inkarnaciji, ob našem rojstvu. Pomembno je, da to razumete, ker če boste moji klienti in boste za vse krivili vaše starše, vam bom pač to mogla razložiti, in če vam je všeč taka razlaga, potem sem jaz pravi naslov za vas. Če pa vam ni všeč taka razlaga, da mislite, da je kar naključje, da si se rodil v nekem staršem, v nekem okolju, da je kar naključno prišel mimo en partner, pa da to ni nobene energijske povezave, potem pač jaz kot karmična diagnostičarka pač nisem pravi naslov za vas in vas popolnoma nič ne obsojam. Genetska karma se pokaže takrat, ko je recimo moj klient razrešil, razbistril, rečemo temu, očistil, predelal slabe karmične vzorce na 4. in 5. dimenziji, ampak jih ni spremenil v svoji fizični realnosti, in temu rečem, da jih ni razrešil na svojem 3. dimenzionalnem nivoju delovanja. To se sliši zelo učeno, ampak za moje učence online akademije Ključ do duše je to simple kot puzzle. Za vse ostale, ki pa ste navdušeni nad tem, imam tudi 2 dobri knjigi, oziroma 3, ta 3. je priročnik, in sicer Akaški zapisi, osnove dušne matrice kot prva knjiga, in druga Akaški zapisi, mojstrstvo duše, pa še priročnik za branje dušnih kvalitet. V vseh knjigarnah in v moji spletni trgovini. Zdaj pa grem k tej genetski karmi in vam probam pojasniti naprej, ker verjemite, v to obdobje, ki smo ravno kar vstopili, se bo pokazalo na dan, prevrelo bo gor, tako kot priplavi voda, vse prevre na dan, nekaj od nekje prinese, z namenom, da očisti, čeprav se ti zdi, da je polno blata, polno svinarije in da je treba započistiti vse. In tlele pač je to zelo povezano z zemljo, s terenom, kjer živimo, z vsem, kar je nad nami, pa naj si bojo to spiritualni predniki, ki so pač vedno del nas, pa tudi, če niso več v naši fizični realnosti, vedno so in nekoč se bomo spet srečali z njimi, z mnogimi, ne pa nujno, da to v naslednjem življenju z vsemi, se pravi, tisti, ki pogrešate te dni, svoje najbližje, vaše starše, stare starše, brate, sestre in vse te, s katerimi ste imeli močno vez, vedite, da če ste imeli dober odnos, je to super, ker ste si ustvarili dobro karmo in dobra karma se vrne kot dobra karma. Če ne v tem življenju, pa v naslednjem. Se pravi, človek mora nekaj razumeti, se pravi sprocesirati skozi razum, to svojo genetsko karmo, karmo svojih prednikov, ki ga lahko zelo pretrese, če opazi, da niso delovali pravilno, da ga niso učili pravilno, tako da bi mu koristili pri njegovi manifestaciji, ampak mora tudi presekati to in začeti delovati na drugačen način. V primeru, da so te predniki učili, recimo, da je samo tvoja vera v redu in da so vse druge vere slabe, presekaj s tem in sprejmi, da je vera kakor jezik. Vsi jeziki govorijo o ljubezni
ali pa o sovraštvu, se pravi, noben jezik ni bliže neki resnici. Se pravi, če ljubiš, lahko v vseh jezikih poveš, da nekoga ljubiš. In isto je z religijo, če je prava vera v Boga, potem človek dela samo dobre stvari, prave stvari, tako da je koristen sebi, svojim najbližjim in celotnemu stvarstvu, kolikor pač zmore, kolikor je pač v njegovi domeni. Se pravi, če smo mi nekaj razbistrili na mentalnem nivoju, če smo neke miselne vzorce, ki nas spremljajo od prednikov, osvestili, razbistrili, je to še vedno prisotno v akaških zapisih, če ne začnemo z drugačnim načinom delovanja. Šele drugačen način delovanja podkrepi naš mentalni nivo. Se pravi, v takem primeru, če ne vneseš v svojo fizično realnost drugačnega delovanja od svojih prednikov, te lahko še vedno spremlja genetska karma in zelo pretrese človeka, ker ne more razumeti, kaj se dejansko dogaja, čeprav nima na svojem mentalnem in ostalih nivojih nič skupnega s karmični vzorci svojih prednikov. Ne razume, kako ne more manifestirati tega, kar resnično hoče. Kadar se to zgodi, klient verjame in razmišlja in tudi čuti na enak način, vendar pritegne nekaj popolnoma drugačnega. Ponavadi je to osnovano na težavi, o kateri čuti, da je že razrešena. Misli, da je nekaj razrešil, pa ni. To je izredno omejujoče, se pravi, ustvarja neko stresno situacijo, frustracije. Leta in leta se človek spopada s težavami preko razno raznih coachingov, mojstrov, hipnotizerjev in tako naprej, in kljub temu nima nobenega rezultata pri manifestaciji. Misli, da je že vse razrešil, ampak še vedno ga spremlja ta genetska karma, ki je zelo globoko zakopana. Genetska karma, se pravi, je lahko še vedno prisotna kot energijska vibracija tvojega telesa. Spremlja te tako, kot te spremlja fizični izgled, se pravi, po nekomu si podedoval oči, nos, ustnice, postavo, telesno, vse telesne značilnosti. Spremljate tudi način razmišljanja in ta način razmišljanja je lahko konstruktiven ali pa destruktiven. To moramo ločiti. Mi nočemo prevzemati destruktivnih načinov naših prednikov. Naprimer, če je genetska karma na področju finančnega pomanjkanja, lahko spremenimo način razmišljanja in delamo na prepričanju glede denarja, vendar bomo še vedno imeli težave pritegniti obilje v naše življenje. Naprimer, da je otrok poslušal starše, vsi bogati so lopovi, samo kradejo, zato imajo denar, mi, ker nimamo denarja, smo pa vsaj zdravi, pa pošteni ljudje. In da je to poslušal otrok, prevzame to nase in preprosto noče, v podzavesti noče biti bogat. Odklanja, bi se reklo, vse, kar bi ga pripeljalo na pot obilja in bogatstva. Pa naj si bo študij, naj si bo odgovorno delovno mesto, preprosto v podzavesti to odklanja, čeprav če bi ga vprašali, a bi ti rad imel 1 milijon evrov, ja, itak da ja, bi rekel. Ampak razum je eno, se pravi, ta energijska vibracija pa kaže nekaj drugega. Mnogi naši predniki, dedki, babice, so živeli revno življenje. Ne več je bilo revnih ljudi kot bogatih. Glejte, toliko generacij nazaj so bili bogati samo kraljeve rodbine. Danes je že vsak bogat. Če greš v trgovino in si lahko kupiš karkoli za jesti, si že bogat. Se pravi, da ti ni treba paziti, da si boš kupil samo najbolj nujne in osnovne stvari za preživetje. In
ne rabimo vseh podrobnosti vedeti o naših prednikih, ni treba vse vedeti, lahko tudi pogledamo, recimo, kakšen je bil, mnogih nazaj ne poznamo, poznamo svoje starše običajno, poznamo dedke in babice, ne? In ugotovimo status te karme. Genetska karma ustvarja navade, o katerih se ne zavedamo in o katerih niti ne razmišljamo in jih preprosto izvajamo. Ne? To je vzorec, ki je na fizičnem nivoju in je skoraj instinktiven. Ne? Tega instinktivnega delovanja se človek ne zaveda. Zato, ko me obišče klient, ko mu razložim, ko osvesti take vzorce, bo to sprva za njega precej neprijetno, nelagodno. Ne? Je pa nujno, da razrešimo genetsko karmo, ker sicer lahko izvajamo neskončno nekih tehnik, neskončno nekih tečajev, neskončno nekih angelskih, kaj pa vem, klicanja angelov in reikijev, ampak ostaja bolečina. In kako se vidi genetska karma na fizičnem telesu? Pogosto vidiš po hoji. Jaz sem imela to priložnost spremljati, nekje sem bila službeno in povabil me je ta moj kolega, moje generacije, in mimo pride njegov oče. In dejansko mi je všeč opazovati ljudi v hrbet in gledam hojo. Identična hojo, se pravi telesno mimiko, kot jo je imel on. Nakar čez toliko časa, ko smo imeli to zelo dolg sestanek, pride mimo še njegova žena z mlajšim sinom nas pozdraviti. In ta otrok, ta njegov sin, je bil toliko energijsko podoben obema, in očetu kot dedku. Zdaj moram vam povedati, da po tej mimiki, po telesni drži se že vidi recimo tisto nagnjenje. In vsi trije se je kasneje izkazalo, da so zelo nagnjeni k podjetništvu, da imajo dobre delovne navade, da hočejo imeti red, disciplino. Se pravi, očitno so podedovali veliko dobre te genetske karme, delovne navade, vestnost, natančnost, podjetništvo. Ampak mislim, da so vsaj za dva, kolikor vem, ta mali je še otrok, bili kar malo preveč delovni. Tako da tle je treba pol malo opozoriti. Se pravi, če človek je že tak garač, da škodi svojemu zdravju in da trpi katerokoli drugo področje v njegovem življenju, se pravi partnerski odnos ali pa zdravje, potem je treba reči, zdaj pa ne moraš več biti, zdaj si pa že previdno, da nisi deloholik. Ne? Tako da tudi to se podeduje, tudi deloholizem, ne samo alkoholizem. Genetska karma, se pravi, ustvarja neke navade, ne? In tega se človek ne zaveda. To je dobro osvestiti in osvestiti, ali je to pri tebi ustvarja pozitivno karmo ali negativno karmo. Ali je pa to toliko tega, toliko drugega. Kako je pa z obljubami prednikov? Ker prihajamo v obdobje, ko bo terorizma več in je v porastu, bo na dan prišla tudi ta zaobljuba prednikov. Nekdo se zaobljubil po maščevanju. Pa si predstavljate, da nek mlad fant si človek bomba, pravijo, hoče umoriti sebe in razstreliti, ne vem, eno nakupovalno središče, en del mesta, samo zato, ker je se za to zaobljubil njegov oče ali pa njegov verski vodja in mu rečejo, če boš pa ti to speljal do konca, to izpeljal, boš za to nagrajen po smrti in to je junaško dejanje. Spravi, kaj je junaško dejanje in kaj je slabo? Tudi to so nam povedali naši predniki ali pa naše avtoritete,
pa ne si bojo to religiozne ali pa šolske ali pa politične avtoritete. In od njih smo tudi prevzeli določene vzorce. Z mojega stališča je slabo vse, kar škodi tebi in drugim. In od tega ne odstopam. Slabo je zaobljubiti se maščevanju, slabo se je zaobljubiti pokorščini, slabo se je zaobljubiti ubogljivosti, slabo se je zaobljubiti molčečnosti, ki pol ne moreš nikomur povedati. Slabo je sploh biti žrtev kakršnega koli ideološkega sistema, ker lahko to ustvarja iluzijo. Veliko naših prednikov je živelo v iluziji, da je socializem najboljša družbena ureditev. Pa smo pa videli, koliko plač je bilo treba, da smo kupili 101, recimo Zastava 101 avto, recimo na določenem terenu. Koliko plač je pa rabo, recimo Avstrijec, Nemec, Italijan, Francoz, da si je kupil precej boljši avto. Samo to bi preračunali, pa bi videli, kaj je dobro, kaj je slabo. Koliko dni dopusta so si lahko privoščili, naprimer, drugi bolj razviti evropski narodi od Slovenije. Po cel mesec ali pa 2. Tako da, kar so nam predniki dali, je bilo za njih tolažba. Tolažba je bilo, da živimo v miru, v radosti. Tolažba je bilo, da so revni ljudje, bolj srčni ljudje, da so bogati vsi slabi in pohlepni. In če si prevzel kakršenkoli vzorec, recimo, da mama ni spoštovala očeta ali pa da je bil oče krut do mame, se ponavadi pojavijo pri otrokih 2 pola. Se pravi, če oče ni spoštoval, če mama ni spoštovala očeta, lahko sin tudi ne spoštuje ženske, ali pa se ji toliko podredi in jo toliko spoštuje, da že misliš, da je njen služabnik, se pravi copata, da ona lahko z njim briše svoje čevlje. Žalostno. Se pravi, v dve skrajnosti gre to, nič od tega ni primerno. In to je treba pogledati. Lahko vi to pri sebi razmislite, kako je bilo to med vašimi starši in česa od njih, kar ni delovalo pri njih in kar je pripeljalo do prepirov, do nestrinjanja, kako bi to drugače naredili, brez da bi šli v drugo skrajnost. Se pravi, če je bila mama zmeraj tiho, kar je oče rekel in naredila, se pravi, ti si pa ženska, ne boš zdaj kontra šla in ne zdaj bo pa tako, ko bom vse, kar bom jaz rekla, pa boš ti naredil. Ampak probi tlele dobiti eno ravnilovko. Ok, nekdo je vedno glava družine. Včasih je bolj v določenih družbah je bolj matriarhat ali pa patriarhat, ali pa pri določenih družinah vidiš, da je bolj ženska glava družine ali pa je bolj moška glava družine. Nekdo je vodilni ali pa celo starejši otrok glava družine. Ponavadi je to najbolj sposoben in najbolj srčen, tako kot lev, se pravi lev, kralj živali. Naj ima veliko srce in dobroto do vseh, in naj ima zdravo pamet, dobro pamet in dobro srce. Tisti naj bo vodja, pa je vseeno, je moški, je ženska. Tako kot je vseeno, kdo je predsednik ali predsednica države. Če je dober, če ima zdravo pamet in dobro srce, zame je to v redu. Če pa nič od tega ni, ali pa če ena manjka, pa ni dober vodja. In to naj bi bilo tudi nekako misel glede prednikov, da se toliko ne delimo na moški, ženske, da se bolj delimo na jaz, kaj jaz čutim, kaj si jaz želim, s kakšno vibracijo hočem vstopiti v ta svet. Se pravi, en primer, recimo za obljube prednikov. Prednica je naredila za obljubo, da ko se bo poročila, da bo vedno postavljala potrebe svojega moža pred svoje. In temu rečem, da se je zaobljubila žrtvovanju. Če je bil tak vzorec vpeljan za časa njenega življenja, je postal del njene fizične realnosti in njene fizične DNA. Se pravi, celo v DNA se zapiše
to, čeprav ona se ni zaobljubila v nekem obredu, tako kot poročni obred ali pa verski obred, preprosto si je rekla, taka bom in amen. Se pravi, posledično je to prenešeno na naslednjo generacijo, ker se to zapiše v DNA. Če je takšen vzorec vzdrževan, podprt, strani ene generacije na drugo generacijo, lahko energija take zaobljube vpliva tudi, se pravi, na nekoga, recimo na mojega klienta, v tem trenutku, v tem življenju. Ponavljam. Kakor pri genetski karmi so tudi zaobljube prednikov delujoče energijske vibracije, ki so skladne z našo inkarnacijo. Se pravi, v takem primeru bi moj klient bil v takem primeru, je že resoniral v skladu s karmičnim vzorcem vloge žrtve ob času rojstva, ob času inkarnacije v to družino. Zato se je tudi rodil v to družino. Kot sem rekla, pritegnemo družino, družbo takih, kot mi smo na energijski ravni. Tudi če je klient že v tem življenju razrešil take vzorce vloge žrtve, se pravi na mentalnem nivoju, da jih je osvestil, razumel, in tudi na emocionalnem nivoju, se pravi četrtem nivoju, bo še vedno pritegnil takega partnerja, ki pričakuje podobno ravnanje z njegove strani. Mora nujno spremeniti vibracijo v fizični realnosti. Zaobljube prednikov se aktivirajo ob točno določenih dogodkih. V tem primeru bi to lahko sprožila poroka, v tem primeru, in posledično bi to aktiviralo tudi energijski vzorec, ki je spal na fizičnem nivoju v telesu, se pravi zapisano v DNA. Zato se ne gre zaobljubiti, da se boš žrtvoval in da boš vse naredil. Ni nujno, da je taka zaobljuba, kot taka, bila narejena z neko ceremonijo, z neko zaprisego, ampak še vedno lahko resonira z energijo žrtve ali pa žrtvovanja, na principu katerega so delovali njeni predniki. Obstajajo določeni življenjski dogodki, ki so prisotni v življenju ljudi, ki so prisotni že več tisoč let, in se prenašajo, recimo zaroka, poroka, prvorojeni otrok, smrt staršev. To so dogodki, ki se vedno znova pojavijo preko različnih inkarnacij, že 1000 let lahko ali pa več. Zaradi tega lahko takšni dogodki včasih aktivirajo zaobljube prednikov. Se pravi, ne veš, če si mlad, recimo, če nisi še poročen, kakšen bo tvoj odnos z bodočim partnerjem. Ni nujno, da boš imel ti tako slab odnos do svojega partnerja, kot sta imela tvoja dva starša. In če imaš nagnjenost k temu, recimo, da ne spoštuješ moškega ali pa da igraš vlogo žrtve, da mu vse pustiš, da si njegova ali copata ali pa njena copata, opažam v tej družbi, da so moški zelo zmanipulirani strani žensk, ker ženske smo močnejše na jeziku, pa šibkejše v mišicah, pri moških je to obratno. In pomembno je, da to razčistiš, da razbistrimo, razrešimo, ker tako, ko si prevzel vlogo žrtve, tako lahko tudi rečeš, od zdaj naprej ne bom nikogaršna žrtev več. Hočem fair play, pika in amen. Pa naj si bo to v odnosi, v partnerskem odnosu, v zakonu, ali pa če sta sam fant, punca. In preprosto to je brez zadnjih strahu, saj te noben ne bo hotel, moraš biti tiho, boš pa sama ostala. Včasih je vojna pobila veliko moških, ostale so ženske. Razmerje je bilo 4 ženske na enega moškega.
Že tako je lažje roditi punčko kot fantka, se pravi, po genetiki se lažje rodi ženska. Ne? Tudi procentualno je več žensk na svetu kot moških. In pol z vso to statistiko so starši pritiskali, ja, če ne boš ubogala, če ne boš potrpela, če ne boš, po domače povedano, njegova žrtev, boš ostala sama. Sama pa ne bom preživela. Včasih ni bilo centralne kurjave, če nisi imel moškega, da bi ti zžagal drva, odžagal drevo, boš zmrznil. Moški so bili nujni za preživetje in zato so ženske vse prenašale, san da je obstajal. In tega danes več ni treba. Ne rabiš biti vloga žrtve, če si moški, ker veliko moških je žrtev svoje ženske. Veliko moških mi pravi, da se bojijo, da bojo izgubili otroka, ker jim ga bo vzela, naščuvala bo otroke proti njemu. In pol jih ne bo imel, jih ne bo videl. Tako da čiščenje genetske karme in napačnih zaobljub prednikov so ena izmed najtežjih blokad in omejitev, kar jih poznam, in smiselno je, da to osvestimo. Jaz sem zato, ker to vpliva na kolektivno karmo vseh nas, se pravi, če bomo vsi mi imeli dober odnos s sabo, pošten odnos do sebe, gojili poštene zahteve, zahtevali fair play igro, nikoli ni v nulo fair play. Recimo v določenem obdobju, jaz sem se dosti nagarala, ko sem bila noseča, pa sem imela majhne otroke. Mislim, da je moj partner kar precej bolj užival, samo v trgovino je šel, ko sem bila jaz noseča. Ampak pride drugo obdobje, ko pa on več prispeva k družini. Včasih se ti v enem obdobju zgodi res, da moraš imeti vse na glav, od majhnih otrok do posla privat, do vzdrževanja hiše, zidarjev, popravila, pa da eden v družini malo več vloži truda. Ampak pride obdobje, ko mora pa ta drugi reči, ok, zdaj se pa ti malo odpoči, pa sprosti, zdaj bom pa jaz malo več truda in energije vložil, tako da približno tako, kot da hodiš s prijatelji na pijačo. Zdaj sem jaz bolj šloh, sem brez službe že toliko mesecev, ni problema, daj ti plačamo mi, pol, ko se opomore, zdaj pa se jaz izkažem. Saj veste, kako se hitro opazi, če nekdo samo jemlje in bolj malo daje in prispeva, kako se hitro opazi. Tako da genetska karma bo prispevala, vkolikor bomo vsi mi razčiščeni, tudi da bo naše okolje čistejše, da ne bo narava bruhala s potresi, poplavami, da se ne bo rabila toliko prečiščevati, ne rabimo se maščevati nikomer, ne rabimo, bi se reklo, se boriti proti nikomer, moramo pa zahtevati red in mir in poštene odnose. Zahtevati moramo varnost. To nam pripada. Varnost pred terorizmom, varnost v svojem domu, v svoji državi. Preprosto, če si tiho, si ravno tako ustvaril slabo karmo, kot če narediš kaj slabega. Glejte, če greš mimo nekoga, naprimer, da je ob cesti nekdo, ki je imel prometno nesrečo in se ti takrat je tvoja karma, da se ustaviš, pravilna, vprašaš, kaj ti lahko pomagam, kaj lahko naredim zate, če je nesreča, in odreagiraš po svojih najboljših močeh. Če greš mimo, briga me, bojo že drugi. Narobe je. Se pravi, zatiskati si oči in misliti, to je njegova karma, njegova težava, njegova bolezen. Če si že ti šel mimo, si že deležen. Tako da jaz vam res želim v teh dneh, da razumete, da vaši predniki niso bili popolni ljudje, da so del vas, tako na fizičnem nivoju, kot del vaše genetike, in da ste jih izbrali za starše, ker ste se hoteli od njih nekaj naučiti. Naši učitelji so lahko
nas učijo na ta način, da so ljubeči do nas, včasih pa zelo stroge in kruti. Tako se tudi mi naučimo biti milostni. Sama sem se tudi ob svojih prednikih naučila odpuščanja. In ko res odpustiš, ne razmišljaš več o kakšnih krivicah, ki so ti jo naredili, o kakšnih neprimernih besedah, žaljivkah. Pustiti mimo pomeni tako kot odnesti vrečo smeti. In tvoj dom in tvoje stanovanje je bolj čisto. In ko se počutimo res osvobojeni in čutimo milost do sebe, to je taka ljubezen, ki jo daš sebi, da žari okrog tebe, da sveti. In v takem to pomaga tudi obred čaščenja prednikov, kjer jim pripravimo celo hrano in pijačo. Jaz po navodilih staroselcev, Indijancev iz Navajo plemena, pa tudi druga plemena, so svojim pokojnim prednikom darovala ogenj, so jim prižigali, pa tudi določeno hrano in pijačo, tako, ki so jo imeli predniki radi, v spomin za njih. In ker so bili večinoma nomadi, niso imeli enega pokopališča, ampak so pač ta prah stresli v zrak in ga samo v majhnih količinah hranili v enem takem večjem vrču. Našim prednikom lahko namenimo daritev cvetje, tudi nekje, bi se reklo, v naravi, v gozdu ali pa na svojem vrtu, in ustvarimo tam kotiček, kjer se povezujemo z njimi. V takem primeru, ko se povezujemo, komuniciramo, in v takem primeru, ko mi komuniciramo z njimi, lahko sprejmemo njihovo podporo in sporočila. Pomembno je, da se zavedate, da v tem življenju ne moreš samo prositi, pomagaj mi, naredi to zame. Ti moraš nekaj dati. In kaj daš? Svoj čas, pozornost. Tiste, ki ste zamudili moj brezplačni webinar, ko sem omenjala 13-minutni ritual, ki traja 7 dni, vam bom ta ritual posredovala ob prvem zakupu katerekoli moje storitve. Moja najosnovnejša storitev je branje dušnega zapisa. Naročite jo že danes, da boste lahko na vrsti ponedeljek, torek ali pa sreda. Te dni to izvajam. Urnik poglejte na spletni strani omgarden.si. Za vse moje izdelke in storitve je na voljo spletna trgovina omgarden-shop.com, in vsi tisti, ki ste moji klienti, karkoli kupili od mene tekom leta 2023 vam bom v tednu, ki ga boste v točno določenem tednu, samo en teden to izvajam, dobili boste obvestilo na mail, posredovala priložnost za brezplačno analizo predniške karme. Zato, da boste osvestili, saj ko nečesa se zaveš, si že na pol poti do rešitve. To je približno tako, kot da bi imel recept za shujševalno dieto. Ok, zdaj veš, kaj rabiš jesti, kako rabiš gibati, ampak še vedno ne bo to rešitev, ni čarobne formule, rešitev je šele delovanje. Ampak najprej moramo ljudje imeti en plan, eno stvar razumeti, dojeti, da to, bi se reklo, da je to neka osnova, da pripravimo naše fizično telo na naše delovanje. In kar boste naredili zase dobro, se bo prekinilo tudi za naprej. Se pravi, če se boste odpovedali vlogi žrtve, ste s tem naredili veliko dobrega tudi svojim potomcem, ne glede na to, a jih že imate, a jih boste še imeli, ali so vaši potomci majhni otroci ali pa že odrasli ljudje. S tem, ko jim boste za dober zgled in vzor. Hvala, ker ste moji prijatelji tudi na YouTubu, hvala, ker mi sledite mojim objavam. Kmalu spet z vami, spremljajte me preko brezplačnih e-novic in ne pozabite na ogled moje spletne trgovine in spletne strani. Z vami sem bila Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka in učiteljica akaških zapisov. Hvala.